Prijazno pozdravljeni, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studia Bistrica v prvi septembrski oddaji Bistriški tednik. Tudi tokrat smo pripravili kar nekaj zanimivih prispevkov, saj je čas kislih kumaric dokončno mimo. Začelo se je novo šolsko leto in naj vam zaupamo, da je šolski prag letos prvič prestopilo 257 prvošolčkov. Kontrolni obhod glavnih prehodov za pešce, ki vodijo do osnovnih šol in vrtcev, so opravili tudi člani Sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu. V lokalnih novicah tokrat o koncertu Trip to Las Vegas, pa o prvem šolskem dnevu, o tiskovni konferenci o dogodkih v septembru in o novem vrtcu v Ozki ulici. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je v sredo 28. avgusta organiziral koncert z naslovom Trip to Las Vegas Show. Trije virtuozni slovenski glasbeniki in pevci, Oto Pestner, Uroš Perić in Omar Naber, so interpretirali nesmrtne glasbene legende Elvisa Presleya, Franka Sinatra, Raya Charlesa, Louisa Armstronga, Dina Martina. Program je povezovala vsestranska Tina Goranjak. Crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Well, you may never call a rabbit and you ain't no friend of mine. You said you was high class. Well, that was just a lie. You said you were high class. Well, that was just a lie. Come on, baby. Oh, one of these days, I'll be gone. Baby, one of these days, I'll be gone. I'm gonna take my kick on Route 66. I'll tell you about it. I go to St. Louis, shop in Missouri. Oklahoma City looks like Slovenska Bistrica. Oh. You gonna see Amarillo? Yeah.
I get love New Mexico, flex to Arizona. Don't forget Winona, keep it up, Boston, San Bernardino. Beep, beep, let's get the bottom of this, bottom of the day, bottom of the day, bottom of the day, bottom of the day, bottom of the day. I'm so bad, he's better than I played on the piano right now. Missouri, Oklahoma City looks mighty pretty. You see Amarillo, Cincinnati, Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona, keep in Boston, Otto. Oh, what a business! I said I'll be gone one of these days. My Lord, I'll be gone. I'm gonna take my kicks on the Route 66. Yeah. On Route 66. One more time, okay. Get your kicks on the Route 66. Yeah. All right. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart.
Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je skupaj s Stanislavom Mlakarjem, predsednikom Varnostnega sosveta in podžupanom občine Slovenska Bistrica, Ivanom Pristovnikom, predsednikom Združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenska Bistrica, Brankom Hojnikom, predsednikom AMD Slovenska Bistrica, Aleksandrom Lubejem, komandirjem policijske postaje Slovenska Bistrica in Robertom Vrečkom, vodjo medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole, na prvi šolski dan v mestu Slovenska Bistrica obhodil glavne prehode za pešce, ki vodijo do osnovnih šol in vrtcev. Ob tej priložnosti so se seznanili z organizacijo varovanja šolskih poti, še posebej glavnih prehodov za pešce v mestu, ki potekajo v okviru vseslovenske akcije Varna pot v šolo. Hkrati pa so se s predstavniki osnovnih šol in vrtcev pogovorili o prometno-varnostnih ukrepih ob pričetku šolskega leta. Župan dr. Ivan Žagar je pozdravil tudi prvošolčke na osnovni šoli Slovenska Bistrica in osnovni šoli Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Prvošolcem na osnovni šoli Pohorskega odreda je zapel tamkajšnji otroški pevski zbor. Ta konec tedna 6. in 7. septembra bo v Slovenski Bistrici 23. prireditev Podobe bistriških domačij, ki že vrsto let povezuje bistriško podeželje z mestom Slovenska Bistrica. Osrednje prizorišče kmetijsko-turistične prireditve bo v Slovenski Bistrici. Nekaj dogajanja pa bo tudi v njeni okolici. Organizatorji so program tradicionalne prireditve podrobneje predstavili v ponedeljek, 2. septembra, na novinarski konferenci. Kot je povedala Monika Kirbiš-Rojs, vodja oddelka za gospodarstvo občine Slovenska Bistrica in direktorica RIC Slovenska Bistrica, so si podobe bistriških domačij v sodelovanju z občinama Poljčane in Makole zamislili kot projekt doživetja med Pohorjem in Bočem, ki je bil odobren na javnem pozivu v okviru Las dobro za nas. Pri izvedbi prireditve sodelujejo Občina Slovenska Bistrica, Razvojno-informativni center Slovenska Bistrica, Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Medobčinska turistična zveza Slovenska Bistrica, Kmetijsko-svetovalna služba, turistična društva, Društvo kmetic, Čebelarsko društvo, Center domače in umetnostne obrti, Društvo vinogradnikov Ritoznoj in konzorcij Ritoznojčan ter kmetije Rabič, Brumec, Venguš, Bernik in Podgrajšek. Na novinarski konferenci so predstavili tudi nekatere ostale pomembnejše prireditve, ki bodo v občini potekale septembra in oktobra. Med drugim otroško-mladinsko društvo Fridina mišnica vabi na praznovanje 8. Fridinega rojstnega dne. RIC Slovenska Bistrica pripravlja Evropski teden mobilnosti in brezplačno 3-dnevno usposabljanje optimizacija poslovnih procesov. Konec septembra bo v Gori pod Lipo na Tinski gori tudi mednarodni krimi in noir knjižni festival Alibi, ki ga organizira oglaševalska agencija iz Slovenske Bistrice Artizan. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica vabi na nove zanimive prireditve. Glasbena šola Slovenska Bistrica pa bo do konca leta zaključila praznovanje 70-letnice svojega delovanja. Z novim šolskim letom je vrata odprl nov vrtec v Ozki ulici v Slovenski Bistrici. Nova enota vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica je sprejela otroke večinoma prvega starostnega obdobja. Več o pomembni pridobitvi za otroke, starše in zaposlene je v pogovoru za Studio Bistrica povedala Stanislava Stegne, ravnateljica vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Moram povedati, da smo tele nove pridobitve zelo veseli, tako vrtec kot verjetno tudi občina, zagotovo tudi občina.
Slovenska Bistrica. Namreč tale 3-oddelčni vrtec, ki je sedaj na novo zgrajen v Ozki ulici, vanj so se preselili otroci, ki so v lanskem letu že bivali v naših vrtcih oziroma pravzaprav v oddelkih večstanovanjskih blokov na Tomšičevi ulici, tako da verjamem, da so se otroci in vzgojiteljice zelo razveselili teh novih prostorov, saj so zgrajeni po najnovejših standardih, ki jih pač morajo zagotavljati vrtci. Veseli smo tudi večnamenskega prostora, torej skupnega prostora, ki ga bojo imeli v tem novem vrtcu. Prav tako smo veseli odprtih in pokritih teras. Prav tako smo veseli tudi sadovnjaka, ki je tukaj v bližini tega vrtca, in k temu vrtcu se priključi tudi vrtec v Ozki ulici, ki je že obstajal, to pomeni 2 oddelka. Ta vrtec pa se imenuje dislociran oddelek Ozke ulice. Otroci imajo v novem vrtcu odlične pogoje za učenje in igro, prav tako pa imajo delavci vrtca odlične pogoje za svoje delo. In prepričana sem, če se bojo v bodočnosti gradili takšni vrtci, bodo tudi s takšnimi pogoji se bodo tudi vrtci polnili. Koliko otrok je torej trenutno v tem novem vrtcu? V tem 3-oddelčnem vrtcu je trenutno vpisanih 36 otrok, v sosednji stavbi pa imamo še 2 oddelka, kjer je 39 otrok, torej vseh skupaj je 75 otrok. In torej, kakšni so prvi vtisi staršev in zaposlenih, kaj pravijo? Ja, prvi vtisi so čudoviti. Starši so bili že na informativnem srečanju tukaj v Ozki ulici, ker so vsi lahko ogledali prostore tako znotraj kot zunaj. Prav tako smo se dogovorili za parkirne prostore, tako da imajo več možnosti parkiranja in prihajanja po varni poti v ta vrtec. Potrebno je povedati, da je to naložbo v celoti zagotovila občina Slovenska Bistrica. Tako, vso investicijo je v celoti pokrila občina Slovenska Bistrica. In kdaj bo predvidoma otvoritev tega novega vrtca? Otvoritev novega vrtca bo še ob dogovoru z občino Slovenska Bistrica, zagotovo si pa želimo, da bi to bilo darilo ob tednu otroka, ki bo v mesecu oktobru. Ko je še eno poletje, si že čisto zdrava. Itak, da nisem pozabil na tekmo, stari. Daj me na video. Daj me na video. Glej, kjer ovajco imam, Ko gremo, je nevarni dan in mi imamo na koncu trojko. Ko Milko Planinc poslušamo v dnevniku, oče reče: mi bomo šli pa letos v Rovinj kar lepo Kaj pa je s tabo? A si živa? Joj, prost, biblos. Kaj pa je to? Buenos Aires, prestolnica z okolico, je leta 1948 imel šele kakšnih 8 milijonov prebivalcev. Bil sem nemiren, 27-leten mladenič na začetku nove poti. Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so obravnavali 26 kaznivih dejanj, od tega 5 kaznivih dejanj velike tatvine, 6 kaznivih dejanj tatvine, 2 kaznivi dejanji goljufije, 2 kaznivi dejanji zalezovanja, 4 kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, 2 kaznivi dejanji nasilja v družini, 2 kaznivi dejanji povzročitve lahke telesne poškodbe, kaznivo dejanje ponarejanja denarja, kaznivo dejanje ropa in kaznivo dejanje grožnje. Slovenska Bistrica. Policisti so bili obveščeni o kaznivem dejanju povzročitve lahke telesne poškodbe, ki je sledila še grožnja z ubojem. Neznani storilec je vlomil v trgovski lokal, od koder je odtujil večjo količino zemeljskega električnega vodnika in s tem podjetje oškodoval za 10 000 evrov. Neznani storilec je s skladiščne deponije odtujil večjo količino bakrene kovine ter kovinskih vijakov ter s tem podjetje oškodoval za 2000 evrov. Devina. Neznani storilec je vlomil v stanovanjsko zgradbo in odtujil gotovino v znesku 2500 evrov. Spodnja Polskava.
Neznani storilec je vlomil v prostore podjetja in odtujil večjo količino različnega orodja in s tem dejanjem podjetje oškodoval za 9.000 evrov. Prometna varnost. Policisti so bili obveščeni o 8 prometnih nesrečah, od tega so obravnavali 3 prometne nesreče kot prekršek. V 4 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče, v enem primeru so prometno nesrečo zaključili z uradnim zaznamkom. 3 povzročiteljem so izdali plačilni nalog. Zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov so podali 2 obdolžilna predloga na Okrajno sodišče v Mariboru. Izdanih je bilo tudi 32 plačilnih nalogov. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je bilo začasno odvzeto 1 vozniško dovoljenje. Eni osebi so zasegli motorno vozilo. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti opravili 12 intervencij, od tega 7 intervencij v zasebnih prostorih in 5 intervencij na javnem kraju. V 5 primerih so intervencijo zaključili z izdajo plačilnega naloga. V enem primeru bodo zoper kršitelja izdali odločbo o prekršku. V 4 primerih bodo zadevo zaključili s kazensko ovadbo. V ostalih primerih pa so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. In s tem tudi zaključujemo tokratno redno tedensko informativno reportažno oddajo TV studia Bistrica Bistriški tednik. Nasvidenje do prihodnjič in vse dobro.